Špela Bavčar, dobro jutro v Avstraliji, v Sydney. Ja, dober večer, Uršula. Kje sem vas ujela? Pri nas je ura 8 zvečer, pri vas 6 zjutraj. Je to običajno, da ste tako zgodaj pokonci? Ja, sem kar jutranji kronotip človeka, tako da vstajam ponavadi pred 5 uro zjutraj ali pa okrog 5. In ja, moja jutra so precej aktivna, pred službo tečem, med prostimi dnevi grem na pilates ali pa v fitness in ogromno časa preživim tudi ob in v morju, med različnimi aktivnostmi. Špela Bavčar, ste veterinarka, specialistka onkologije za male živali, prva s tem nazivom v Sloveniji. Zakaj vas je navdušilo to področje in kako razvito je pri nas, torej v Sloveniji in v Avstraliji, zdaj, ko imate primerjavo? Ja, že kot otrok sem si želela postati zdravnica za živali. Takrat me je najbolj skrbelo sicer, kako bom lahko pogledala žirafi v grlo. Ampak tekom fakultete me je zelo začela zanimati kirurgija mehkih tkiv, kamor spada tudi odstranjevanje tumorjev. In za veliko pacientov, ki grejo skozi operacijo, sama operacija nekako ni dovolj in je potrebno dodatno zdravljenje rakastih obolenj. In to me je potem potegnilo v klinično onkologijo in ta širši koncept zdravljenja rakastih obolenj pri domačih živali, ki je sicer zelo drugačno pri živalih na splošno, kot je pri ljudeh in je predvsem zelo osredotočeno na kvaliteto življenja, bolj kot na čas preživetja po diagnozi, a ne. Kar se tiče onkologije v Sloveniji, je definitivno v pospešenem razvoju. Sama kot onkologinja nikoli nisem delala v Sloveniji, tako da nekako osebnih komentarjev na to temo nimam. Je pa Avstralija sicer zelo razvita država in je nivo dela tukaj primerljiv z Zahodno Evropo, Veliko Britanijo in Združenimi državami. K temu najverjetneje tudi pripomore to, da je veliko veterinarjev in specialistov v Avstraliji uvoženih, če lahko tako rečem, iz Evrope in iz Amerike. In moj poklic je na seznamu zaželenih poklicev, kar pomeni, da je veterinarjev na splošno v Avstraliji v pomanjkanju in je tako tudi lažje pridobiti delovno vizo in potem delati na tem področju. Imate pa primerjavo s Škotsko. 10 let ste živeli in delali na Škotskem, na univerzi v Edinburgu ste končali specializacijo, bili vodja onkologije, konec leta 2021 pa ste odleteli v Sydney. V kateri del mesta ste se preselili in kje je vaša služba? Kje živite in delate danes? Ja, živim v Sydneyju ob obali, imam veliko srečo, da sem tik ob morju. Področje se imenuje Northern Beaches, najbolj je znana plaža Manly in živim ob severnem delu te plaže. Služba je oddaljena cirka 20 kilometrov tukaj. Je to veliko za vaše razmere? To je po moje najdlje, kar sem se kadarkoli peljala v službo, ampak promet teče tekoče in ob takih urah, ko jaz prihajam in odhajam, ni velike gužve. Ni za Avstralce drama 20 kilometrov, ne? Verjetno je to celo blizu. Ja, res je. Ja, glede na to, kakšne so drugače razdalje tukaj po Avstraliji, je 20 kilometrov v bistvu nekako za ovinkom. Prej ste omenjali žirafo in kako pogledati njeno grlo. Pa nimate verjetno stika z žirafami, ampak imate pa stik s številnimi tudi divjimi živalmi. Ja, moji pacienti so večinoma psi in mačke, se pa najdejo tudi kakšne bolj eksotične vrste. Zadnje čase sodelujem veliko z našo ekipo, ki se specializira za zdravljenje eksotičnih živali. Pridejo po nasvet, ko diagnosticirajo raka pri različnih pticah, kokoši, race, papagaji, prepelice, vse živo. Mi prinesejo tudi kuščarji, dihurji, kače in tako naprej. So me pa tudi prosili za nasvet pri zdravljenju koale z levkemijo in ene koale z nosnim tumorjem. Mogoče naivno vprašanje, a lahko ima vsaka žival raka?
Ja, vsaka živalska vrsta lahko razvija raka, čeprav so nekatere bolj odporne kot druge. In ne samo živali, tudi rastline in drugi organizmi lahko zbolijo za rakom iz različnih vzrokov, kot so na primer razna virusna obolenja ali pa mutacije v genskem materialu, v genih, ki zavirajo nastajanje rakastih obolenj, ti se imenujejo tumor suppressor genes. In na primer sloni imajo 40 kopij tega gena, človek in naši hišni ljubljenčki, mi imamo pa samo enega, tako da pri slonih in nekaterih drugih vrstah so rakaste obolenja zelo redka. Pri najpogostejših domačih živalih, recimo pri psih, pa je rak zelo pogost na žalost in se pojavi pa približno enem od 4 psov na splošno. Ko dosežejo starost 10 let, pa je verjetnost obolenja za rakom okoli 50-odstotna. Kakšna je preventiva in kakšna potem kurativa? Ja, preventive ni veliko. Pri ljudeh recimo je pomemben življenjski slog, pri živalih je veliko manj znanega o tem in tukaj je seveda tudi en tak interes, kar se tiče raziskovanja. Kurativa so pa pač različne oblike zdravljenja, od kemoterapije, obsevanja, kirurgije, pa tudi imunoterapije in paliativne oskrbe oziroma paliativnega zdravljenja. Vse je osredotočeno na kvaliteto življenja. Špela Bavčar, se lahko česa naučimo od živali? V tem oziru verjetno sami dnevno to opažate. Ja, mislim, živali so seveda pač živijo v trenutku, in za njih ni ta koncept prihodnosti in te skrbi, s katerimi se mi ukvarjamo vsak dan, za njih res niso pomembne. In se mi zdi, da se moramo včasih tudi sami spomniti, da mogoče kaj je jutri, ni tako zelo važno, in je tudi nekako nepredvidljivo in zato je pomembno, da živimo v trenutku in izkoristimo te trenutke, v katerih smo. In se razveseliš, ko prideš domov. Čisto zato, ker si doma, ne? Ja. Ja, res je. Špela Bavčar, kakšen odnos imajo Avstralci do živali? Pa če govoriva o hišnih ljubljenčkih, o divjih živalih, o vzrejnih živalih, o živini. Nedavno so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da ima približno 75% Avstralcev domačo žival. In če gledamo glede na populacijo Avstralije, predvidevajo, da je skoraj 32 milijonov domačih živali v Avstraliji. In se mi zdi, da te številke so povsod po svetu zelo narastle tekom pandemije. Ja, seveda. Ampak tudi že pred tem in potem je Avstralija ena izmed držav, ki ima največje število domačih živali in imajo zelo ljubeč odnos. Ljudje, s katerimi se ukvarjamo oziroma ki pridejo s svojimi ljubljenčki k nam na pomoč, prihajajo iz zelo različnih kultur. Avstralija je zelo raznolika, kar se tiče kultur, in to tudi pomeni, da imajo raznolika prepričanja, kar se tiče zdravljenja, evtanazije in tako naprej. Različna prepričanja, pravite. Kaj pa pričakovanja? Kaj pričakujejo od vas, od veterinarke, od specialistke onkologije? Verjetno vse, ne? Ja, vse jaz bi pričakovala. Vsekakor. Nekako se mi zdi, da ljudje seveda imajo oziroma veliko se ima bližnja srečanja z rakom, mogoče pri ljudeh v družini in tako naprej, tako da se zavedajo, da je to zelo resna diagnoza. So pa včasih malo nerealna pričakovanja in to lahko povzroči malo stresa tako pri meni kot pri lastnikih, ampak vse se da rešiti z pogovorom in z predstavitvijo možnosti. In ko se odločimo, kaj je najbolj pomembno za njih, za njihovega ljubljenčka, potem vsi delamo v tem interesu in vedno najdemo skupni jezik. Vem, da ste bili tudi sami enkrat v priljubljeni televizijski oddaji Bondi Wet. Namreč zaposleni ste prav v tej bolnišnici, kjer se snema. Moja mama je fanica, gleda, pozna, ampak kako realna je serija, televizijska oddaja? Kakšno je sicer vaše delo? Je tudi tako razborljivo, hitro, dinamično, čustveno? Ja, mislim, da je dr. Chris Brown
pripomogel pri mednarodni prepoznavnosti te oddaje, vsekakor. Oddaja prikazuje dejanske primere, ki so sprejeti v bolnico, in glede na to, da smo samo lani obravnavali okoli 18.500 pacientov, res ni težko najti take atraktivne primere, ki privabijo občinstvo pred ekrane. Delo za kamerami je sicer mal drugačno, ampak je vedno dinamično in pestro in nepredvidljivo. In tako, kot sem omenila prej, glede na to, da sem zdravnica za živali, posvečam sicer ogromno dela oziroma časa na delu z ljudem, z njihovimi lastniki, in tako kot njihovi ljubljenčki so zelo različni karakterji. V kakšnem kontekstu ste nastopili v oddaji? Se spomnite, kdo je bil vaš pacient? Prej ste omenili tudi doktorja veterinarja, zaradi katerega je tudi oddaja precej zaslovela. Ja, moj pacient je bil zlati prenašalec, ki je pripadal dr. Kate, ki je sicer tudi sama ena izmed voditeljic te oddaje. In Benny je imel tumor na vranici in skozi to oddajo smo šli skozi diagnostiko in se pogovarjali o naslednjih korakih. Benny, kako se je končalo zanj? Tumor je bil odstranjen in Benny, ki sicer ni več z nami, je doživel zelo lepo starost, 14 let. Veliko veste o svojih pacientih? Spremljate na dolgi rok? Ali je to slučajno? Ja, mislim, da je onkologija ena izmed takih disciplin, kjer nekako vsi skozi to potovanje in zdravljenje s pacienti do konca. Večina rakastih obolenj omeji življenjsko dobo, ampak nekako stkujemo tak zelo intimen odnos s strankami in njihovimi pacienti, in to se sigurno odraža v številu božičnih voščilnic, na primer, ki jih dobim vsako leto od njih, kar me zelo osrečuje. In fotografij njihovih ljubljenčkov, predvidevam, v kapah. Ja, vse to. Cel paket. Špela Bavčar, imate tudi doma živali ali jih je dovolj v službi? Ne, mislim, da dovolj jih ni nikoli, no. Ampak domačih živali trenutno nimam. Me zelo redno obiskujejo papige, mavrični loriji na balkonu, in ti so zelo udomačeni, pridejo recimo na roko, včasih priletijo tudi v stanovanje in se malo razgledajo naokrog, tudi različni gekoni in hišni pajki. Pajki so veliki recimo za mojo dlan, pridejo v stanovanje, tako da te so kategorizirani kot domače živali, drugače pa svojega psa ali pa mačke pa trenutno nimam tukaj v Avstraliji. Kakšno je sicer vaše življenje? Kakšen je utrip Sydneyja? Govorite, zelo ste povezani z naravo, se mi zdi, o oceanu, pa o živalih. Ja, čeprav živim v največjem avstralskem mestu, je življenje tukaj ob obali bolj podobno življenju na vasi oziroma v kakšnem bolj obmorskem letovišču. Zelo je sproščeno, to se opazi tudi med, recimo po načinu oblačenja, ogromno ljudi hodi naokoli bosih, pridejo bosi v trgovine, na črpalko, včasih pridejo lastniki tudi brez čevljev v bolnico. Tako da ta življenjski slog je zelo sproščen in ima res bolj tak utrip dopusta, kot pa mogoče vsakodnevnega življenja. Se kdaj počutite še kot, da niste čisto domačinka, kot turistka, da si želite še kaj ogledati pa izkoristiti konce tedna? Vsekakor. Mislim, Avstralija je res čudovita. Imela sem priložnost malo raziskati že pred leti, ko sem bila prvič tukaj, in ko so kakšni daljši vikendi, vsekakor poskušam malo poleteti naokrog. Kar se z avtom tiče, se da daleč priti, ampak so res razdalje ogromne, tako da je treba skočiti na letalo. Avstralija se zlasti v tem trenutku številnih konfliktov in vojn zdi ena taka varna, topla izbira, mirna izjema. Kako, Špela Bavčar, gledate na svetovno in pa slovensko dogajanje od tam? Tudi v Avstraliji smo žal imeli en nedaven konflikt, in mislim, da je to Avstralce in vse, ki bivamo v Avstraliji, zelo prizadelo, ampak z domovino sem zelo povezana, vsak dan spremljam novice iz Slovenije, poslušam slovenski radio in sem v kontaktu z družino in prijatelji. In čeprav sem po kilometrih res zelo oddaljena, sem predvsem trenutno
precej obremenjena z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, ker imam ravno danes let nazaj v Evropo. Tako da ne glede na razdaljo se zdi, kot da smo vsi nekako ujeti v tem konfliktu in nekako povezani. Ja, ni enostavna situacija trenutno. Ko govorite o letu v Evropo, ne po običajni poti, predvidevam. Ja, malo bolj naokoli. Ja, tudi to vpliva na čisto vse, na ves svet, pravzaprav in na povezanost, ne, ki je bila prej mogoče bolj samoumevna, kot je v tem trenutku. Kaj pravite, ostajate v Avstraliji, so to misli, s katerimi se srečujete? Ja, trenutno sem v postopku pridobivanja vize za stalno bivanje, tako da upam, da ostajam v Avstraliji vsaj zaenkrat, se pa ne glede na to, kje sem oziroma kje živim, vedno rajši vračam domov v Slovenijo. A res? Ja. Kaj vas vleče? Družina, prijatelji? Ja, družina, prijatelji, mir, okolje, res je doma najlepše, no. Špela Bavčar, hvala za pogovor in pa srečno na poti v Evropo in pa zaenkrat lep pozdrav v Sydney. Hvala.